Spoštovane profesorice, spoštovani profesori slovenščine. Moje ime je Aleksandra Lutar Ivanc in sem urednica učbenikov za slovenščino. Dobrodošli v družbi založbe Mladinska knjiga. Zahvaljujemo se vam, da ste se odzvali današnjemu webinarju, na katerem vam bomo predstavili nova učna gradiva za slovenski jezik v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. Sodobni čas, poln izzivov na vsakem koraku, tudi nas pri ustvarjanju učnih gradiv vodi v nenehne izboljšave in iskanja poti, da vam in vašim dijakom izboljšamo uporabniško izkušnjo z učnimi gradivi ter tako posodobimo in osvežimo pouk z novo motivacijo za učinkovito doseganje učnih ciljev. Tako bomo danes gosti in avtorji novih učnih gradiv Slovenščina 1, moč jezika, spregovorili o tem, kakšen učbenik potrebujete profesori za pouk slovenskega jezika, kako pouk ter učna gradiva približati dijakom, njihovim zanimanjem in zmožnostim, ter kako dijake pospremiti uspešno do mature brez posebnih naporov v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja. Želimo si, da bi z novimi učnimi gradivi z učenci dosegali najsodobnejše učne cilje in znanja s sistematičnim jezikovno-didaktičnim konceptom in zanimivimi aktualnimi besedili. Vaši dijaki bodo lahko tako učinkovito usvajali veščine kritičnega opredeljevanja do informacij ter argumentirano poustvarjali in aktualizirali različne vsebine. Obenem pa bodo usvajali slovnična, jezikovna in pravopisna znanja ter veščine, s pomočjo katerih bodo postajali suvereni tvorci besedil in vešči govorci. Novo učno gradivo Slovenščina 1, moč jezika, bo učbenik z vajami v 2 delih in ga bomo dali v potrditev pri Strokovnem svetu Republike Slovenije. Učbenik bo uvodoma zajemal ponovitev jezikovne snovi iz osnovne šole, temu pa bodo sledila poglavja obravnave jezikovne snovi v skladu z učnim načrtom. Vsako poglavje se bo zaključilo z vajami za ponovitev, na koncu 1. in 2. dela pa bo še celostna razčlemba neumetnostnega besedila. Natančneje o vsebini poglavij pa v nadaljevanju. Z mano so danes avtorji novega učbenika z vajami, ki prihajajo tako iz znanstvenega kot iz srednješolskega okolja in imajo najbolj pristen stik s pedagoško realnostjo. Izredni profesor dr. Kozma Ahačič je avtor koncepta novih gradiv in najaktualnejši sodobni slovenski jezikoslovec, ki razmišlja in se ukvarja z jezikom s posebnim občutkom in spoštovanjem do tradicije razvoja slovenščine. Je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in vodja inštitutskega raziskovalnega programa, kjer vodi več različnih projektov. Eden najbolj prepoznavnih je zagotovo vodenje in urejanje jezikovnega spletnega portala Fran s sodobnimi slovarji in pravopisom. Je tudi avtor številnih jezikoslovnih publikacij, člankov, priročnikov in esejev razmišljanj o jeziku. Dr. David Puc je soavtor koncepta in rokopisa novih učnih gradiv in je dolgoletni profesor slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Je avtor strokovnih člankov in učbeniških gradiv. Dr. Irena Krapš-Vodopivec je soavtorica gradiv in dolgoletna profesorica slovenščine na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Opravlja tudi raziskovalno in svetovalno vlogo pri aktivnostih Zavoda za uporabno slovenistiko Trojina, povezanimi z analizo in izdelavo pedagoško naravnanih jezikovnih virov za slovenščino. Je tudi avtorica številnih jezikoslovnih publikacij in drugih gradiv. Zdaj pa vabim k besedi prvega govorca, dr. Kozmo Ahačiča. Vas pa vabim, da vkolikor imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s predavanji in novim učnim gradivom, da nam pišete, mi pa vam bom na koncu webinarja nanje odgovorili. Izvolite, dr. Kozmo Ahačič. Dober dan vsem. Priznam, da je nekoliko nenavaden občutek, ko ne vidiš ljudi, ki te poslušajo. Kljub temu pa vas z velikim veseljem vse pozdravljam.
Moje uvodne besede so naslovljene z naslovom Kakšen učbenik za slovenski jezik potrebujemo? In seveda odgovor niti približno ni preprost, niti ni nujno za vsakega profesorja in profesorico na srednjih šolah povsem enak. Koncept, kot ga ima ta novi in nastajajoči učbeniški komplet, je zagotovo novost na Slovenskem. Lahko bi rekli, da izhaja iz prepričanja, da lahko dosežemo s poukom slovenščine, ki je že zdaj zelo kvaliteten, še več. Predvsem, da lahko dosežemo več na področju jezikovne samozavesti dijakinj in dijakov, na področju tega, da bo vsakdo, ki zapusti srednjo šolo, uporabljal slovenščino z veseljem, brez strahu in z zavedanjem, da dobro pozna osnove. Razmerje med osnovami in podrobnostmi pa je pri učenju jezika že od nekdaj, že od antike, eden od najtrših orehov. Vsakemu, ki poučuje, predstavlja izziv, kako doseči to, da bodo znali dijakinje in dijaki pravilno nalagati svoje znanje v določene predalčke in po drugi strani, kako opozarjati na najpogostejše napake, ki so največkrat vezane na izjeme, na podrobnosti. Velika nevarnost za pouk jezika je tako, da se usmerimo zgolj v te podrobnosti, pozabimo pa občutek za celoto. In ravno na tem občutku za celoto močno gradi ta učbeniški komplet. Skratka, kako dati vsakemu, ki se bo učil slovenščino, vedno skozi vsa 4 leta občutek, kaj vse že zna, kje je v svojem znanju in kaj ga konec koncev še čaka. Po drugi strani pa je ena od bistvenih novosti tega učbeniškega kompleta ta, da skuša prikazati slovenščino ne samo kot neko spretnost, ampak tudi kot znanost, ki je enako zanimiva, vznemirljiva, kot so lahko naravoslovne znanosti, kot je lahko zgodovina, geografija. Skratka, tudi najsposobnejšim ponuditi nek popolnoma neobvezni izziv, pokazati, da profesorji in profesorice, ki poučujejo jezik, niso zgolj prenašalci nekih spretnosti, neke zverziranosti v jeziku, ampak da za njimi dejansko stoji veliko raziskav, veliko razmisleka o jeziku kot sistemu, o načinu funkcioniranja besedil,
in tako naprej. No, in kot zadnje bi poudaril, da ta učbeniški komplet do neke mere tudi odstopa od načina, na katerega je doslej stavila večina učbenikov. Skratka, neko besedilo in potem na podlagi tega besedila izluščenje določenih zakonitosti. To je do neke mere v tem učbeniku prekinjeno. Učbenik dejansko namreč deluje kot učbenik in pripelje dijakinje in dijake do spoznanj na drugačen način. To seveda ne pomeni nič manj dela z besedilom, ampak delo z besedilom na ekonomičen način, delo z besedilom, za katerega bomo imeli pri pouku res dovolj časa. Velikokrat se je namreč dogajalo, da so se morali mnogi učitelji pretvarjati, da delajo veliko z besedili, ker zato skoraj da niso imeli časa ob nenehnem iskanju tistega, kar je povprečnemu srednješolcu več kot očitno in se je sposoben tudi najprej zgolj naučiti. Za vsakim jezikom je namreč tako, da se ga je deloma tudi neprijetno učiti. Največji užitek možni pa je, ko imamo občutek, da ga znamo. Hvala. Najlepša hvala, dr. Kozma Ahačič, za motivacijske močne besede kot popotnica za naš webinar v nadaljevanju. Zdaj pa vabim k besedi dr. Davida Puca. Ja, dober dan, lep pozdrav. Upam, da se slišimo. Se slišimo, ne? Torej, hvala za besedo. Ja, kot rečeno, sem eden od dveh avtorjev, poleg profesorice Irene Krapš-Vodopivec, in bom zdaj v par minutah vam poskušal predstaviti mogoče kar zelo konkretno torej samo zasnovo tega učbenika. Zaenkrat je v nastajanju torej učbenik Slovenščina 1, moč jezika za prvi letnik. Planiramo pa, da bi potem v naslednjih letih seveda nadgradili to še z učbeniki za vse ostale letnike. No, jaz bi mogoče kar delil z vami ekran, na katerem boste videli pravzaprav en tak povzetek strukture oziroma poglavij v tem učbeniku. Tako da samo trenutek, da tole najdem. Tako, jaz mislim, da sedaj že vidite tale PDF dokument. Torej, tukaj je na kratko zbrano, lahko bi rekli, ene vrste kazalo tega učbenika. Namreč, če pogledamo zdaj mogoče podrobneje, vidite, kot je že profesor Kozma Ahačič poudaril, začnemo pravzaprav z nekim predpoglavjem, bi lahko rekli, ki seveda ni mišljeno zdaj to predpoglavje, da ga delamo nekako od začetka do konca, ampak je to pravzaprav povzetek snovi iz osnovne šole. Se pravi, nek tak zbirnik pojmov, slovničnih pojmov, ki naj bi jih dijaki v prvem letniku poznali že iz osnovne šole. Zakaj smo se odločili za to? Predvsem zato, ker je moč opaziti, da je znanje o jeziku v prvem letniku pri dijakih po eni strani šibko, po drugi strani pa morda precej bolj kot šibko je razpršeno. In se nam je zdelo, da bi bilo koristno, da se ti pojmi, nekako ključni pojmi zberejo skupaj v enem takem predpoglavju
ki bi lahko potem skozi celo šolsko leto recimo bila ena referenca za to, da bi dijak vedno vedel nekako, kje je, kam nekakšen pojem uvrsti. No, po tem povzetku snovi, ki ga sestavljajo poglavja, se pravi slovnica, pravopis, besediloslovje in zgodovinski oris slovenskega jezika, sledijo potem poglavja. V prvem letniku je 6 poglavij, ki imajo približno te naslove, torej prvo poglavje od jezika do besedila, kjer začnemo nekako na začetku o tem, kaj je jezik, kako je nastal, kaj z jezikom v narekovajih počnemo, preidemo potem na besedni, nebesedni jezik in pa, kar je zelo pomembno, in to je mogoče tudi ena novost v našem učbeniku, namreč, da smo ponovno, bi lahko rekli, obudili jezikovne ravnine, se pravi jezikovni sistem kot neka povezanost jezikovnih enot, tako da ima dijak ta občutek iz prvega v drugi in potem višje letnike, da gradi pravzaprav svoj jezik in da je jezik sistem, da jezik ni neka razpršena tvorba, ampak da je vsak del jezika pravzaprav povezan med seboj z ostalimi in tvori neke višje enote, in ta občutek smo želeli nekako dijaku dati kot en občutek varnosti, se pravi to, kar poznajo iz drugih tujih jezikov, mogoče se je pri slovenščini v zadnjih letih ta princip nekoliko zanemarjal in tukaj ponovno obudimo jezikovne ravnine in gradimo potem preko vseh 4 let na tem. No, potem, kaj je besedilo, in pa kot vidite, se vsako poglavje zaključi že omenjenim delom oziroma naslovom Pogled v znanost. Se pravi, skušamo nekako pobrskati malo po znanosti, po nekako višjih krogih, ali kako ne rečem, preučevanja jezika, kaj je nekako v povezavi s tem, o čemer govori poglavje, kaj pa recimo nek znanstveni, torej nek jezikoslovec recimo lahko v tem kontekstu preučuje. Sledi potem drugo poglavje o slovenščini, se pravi, preidemo na slovenščino, vidite tukaj socialne zvrsti, slovenščina v družbi, v prostoru, slovenščina pred izzivi, predvsem znanost, recimo oglaševanje, splet in podobno. Tretje poglavje je pa zdaj že tista prva jezikovna ravnina, ki jo imamo v prvem letniku, in to je glasoslovje. To je tudi edina ravnina v prvem letniku. Tukaj so nekako klasično, torej pojmi, fonem, potem samoglasniki, soglasniki, posebnosti, torej variante zvočnikov in tako naprej, zapisovanje fonemov, naglaševanje, skratka glasoslovni pojmi. Potem je četrto poglavje iz pravopisa, velika in mala začetnica. Peto poglavje je pa iz besediloslovja. Odločili smo se, da bomo v vsakem letniku torej predstavili oziroma spoznali nekaj besedilnih vrst, pri čemer pa bo to nekako enotno združeno v eno poglavje, da ne bo razpršeno po celem učbeniku, kot je mogoče praksa v kakšnem drugem učbeniku, ampak da je to nekako skupaj. In tukaj v prvem letniku imamo nekaj več tega uvoda, se pravi pojmi sporazumevanje, dejavniki sporazumevanja, sporočanje, dvosmerno sporazumevanje, tvorjenje besedil, raznovrstnost besedil in potem nekaj besedilnih vrst za prvi letnik. No in zadnje, šesto poglavje je pa iz zgodovine slovenskega jezika, torej od indoevropskega prajezika, potem preko vseh razvojnih recimo faz do 16. stoletja, se pravi nastanek knjižnega jezika. In kot vidite, vedno je tudi ta pogled v znanost na koncu. Tako, no, zdaj bi pa jaz mogoče šel kar z vami, bi preletel, mislim, da bo preletel kar tole poglavje, povzetek osnovnošolske snovi, da si boste predstavljali, to je zdaj že ena taka delovna verzija tega povzetka osnovnošolske snovi, ki naj bi izgledal nekako takole, se pravi pravopis z nekim takim kratkim
uvodnim besedilom, ob katerem že se pravi, bodoči srednješolci oziroma dijaki prvega letnika nekako prebudijo to vprašanje o tem, zakaj pravopis, in nekaj teh osnovnih pojmov tukaj ob besedilu že spontano skupaj z učiteljem oziroma učiteljico seveda izpostavijo, potem pa sledi, zdaj mi pa tole, tukaj očitno nekaj izpuščeno, se opravičujem. Velika začetnica se je pa zdaj izgubila nekam, ne vem. Mogoče jaz kar preletim tole, vi si pa malo ustvarite, mogoče en vtis, torej vidite mala začetnica, na koncu je potem tudi ena kratka utrjevalna vaja, to je še vedno povzetek, potem so ločila, pa zdaj spet vidim, da, se opravičujem, tole zdaj ne deluje, še jaz prav, samo še enkrat poskusil odpreti. Samo trenutek, da še enkrat odprem. Poskusimo sedaj. Trenutek še, zakaj se sedaj tole ne prikazuje. A sedaj vidite? Se vidi? Ja. Zdaj pa bo očitno nekaj se... No tako, lejte, velika začetnica. Skratka, gre za povzetek snovi, ki bi jo po učnem načrtu morali dijaki že poznati iz osnovne šole. En tak zbirnik, recimo, teh pojmov. Ločila in vedno na koncu taka kratka utrjevalna vajica. Potem so še ostala ločila. Naslednje poglavje iz pravopisa. Res osnovne stvari so to. Zapisovanje prevzetih besed, deljenje besed in tako naprej. Potem je tukaj slovnica z osnovnimi pojmi iz glasoslovja, besedoslovja in oblikoslovja in tako naprej. Skratka, iz teh štirih, torej slovnica, pravopis, besediloslovje, res tiste osnove, ki naj bi jih že poznali, in kratek pregled, res zelo, zelo strnen pregled zgodovine jezika. Čeprav tega v osnovni šoli, iz osnovne šole ne poznajo, je tukaj nekako en tak strnen oris, tudi zgodovinski. No in zdaj bi vam pokazal še prvo poglavje potem učbenika, ki je pa takole. Takole je prvo poglavje, ima naslov Od jezika do besedila. In praviloma se vsa poglavja torej nekako držijo tega principa. Torej imamo naslov, potem podnaslov in potem nek kratek uvodni tekst, ki prikliče nekako to področje, ki bo potem obravnavano. Nekaj vodenih vprašanj razmislimo pred samo obravnavo. Potem je kratko besedilo, zelo kratko, obvladljivo besedilo, povezano z obravnavano učno temo oziroma enoto. Nekaj vprašanj o besedilu, pa ne preveč, ker ni zdaj, torej, da se ne bi tukaj preveč zaustavljali, ampak da nekako pripravimo teren v narekovajih za potem ključni del vsakega poglavja, in to je tole poglavje Pomnimo. Tole v tem rumenem okvirčku je pravzaprav razlaga. To je tisto bistveno, tisto, kar naj bi ostalo. Zelo strukturirano je, zelo ločeno, da dijak vedno nekako ve in že vnaprej pričakuje, kje je tisto jedro učbenika. In potem, če je le mogoče, se potem po tej razlagi nahaja še en tak miselni vzorec s res minimalnim povzetkom iz tih bistvenih ugotovitev.
Potem recimo besedni jezik je naslednje podpoglavje, vidite spet tak kratek uvod in potem recimo ta pomnimo, torej to, kar je bistveno glede besednega jezika, torej besede kot osnovne enote jezika, slovnična pravila, potem pravorečje oziroma pravorečna pravila in pravopisna pravila. Skratka, tukaj in potem še, vidite tukaj še en tak prikaz z miselnim vzorcem. Nebesedni jezik, tukaj zdaj manjkajo slike, nekaj tale prikaz stavka, kako se reče, štrajka po domače, tukaj je ena slikca drugače. Nebesedni jezik podobno. No in potem jezik kot sistem oziroma jezikovne ravnine. Tukaj imate ponovno, se pravi tak uvod, kratko besedilo, res o slovenski potici konkretno in potem, kaj bi recimo na ravni glasov oziroma črk, se pravi znotraj glasoslovja opazovali, kaj bi potem na ravni besedoslovja. Skratka, da imajo dijaki na začetku prvega letnika en občutek o sistemu. In to se mi zdi, da je ena varnost, tudi postopnost lahko potem dosežemo in ta občutek, da znajo potem, da dejansko poznajo jezik. In potem, kaj je bistvo, se pravi jezikovne ravnine, na kratko torej predstavljene in potem še, tukaj imamo še eno besedilo, recimo o Jančarju, konkretno kratko besedilo spet in nekaj vprašanj po različnih jezikovnih ravninah. In na koncu še en tak strnjen prikaz. Ni še čisto konec, tole je še zadnje podpoglavje, kaj je besedilo, spet kratek uvod z nekim besedilom, ki ne ustreza temu pojmu besedila in potem spet pomnimo. In tale zadnji del, pri nekaterih poglavjih je tole malo širše, pri nekaterih malo ožje. Tukaj je kratek pogled v znanost, naprimer o tem, kako se imenuje sploh znanost, ki se ukvarja z jezikom, s čim se ukvarja, kako jo lahko delimo in kdo so recimo pomembnejši slovenski jezikoslovci bili. Tako, toliko bi jaz pravzaprav povedal zdaj o tej zasnovi, strukturi in mogoče tudi konkretno potem o samem prvem uvodnem poglavju. Mogoče potem kasneje še kaj povemo, če boste imeli še kakšno vprašanje. Tako, hvala lepa za enkrat. David, hvala. Irena, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, jaz sem si malce drugače zamislila tole predstavitev svojega poglavja, mogoče bo kakšna beseda več na začetku, pa bomo potem pogledali pač skozi poglavje. Predstavila vam bom oziroma pokazala vam bom tretje poglavje v tem učbeniku, ampak po vrsti. Torej, najprej rečeno je že bilo, da sem pač 20 let že profesorica na srednji šoli. Vsa ta leta me je zanimalo tako z pedagoškega kot z raziskovalnega vidika v bistvu, kako doseči čim bolj, bomo rekli, razvitost, sporazumevalno zmožnost dijakov. Torej, kako doseči, da bodo dijaki na eni strani uspešni na maturi, na drugi strani pa tako, kot je tudi že dr. Ahačič povedal, samozavestni govorci in pisci v svojem maternem jeziku. Zanimalo me je tudi, ali je to dvoje združljivo oziroma kako najti pravo mero, bom rekla, med učenjem sistema in potem uporabo tega v praksi. Zdaj, moje izkušnje pri delu z dijaki in pa seveda tudi analiza njihovih rezultatov so pokazali, da dijaki zmorejo precej samostojno usvojiti nek sistem, prenesti ga v prakso pa je včasih oziroma je pogosto druga zgodba. Vendar vemo vsi, da brez sistema ne gre, pa čeprav noben sistem ni popoln. Velikokrat sem si v vseh teh letih, iskreno povedano, ob delu z dijaki predstavljala, kako bi sama zastavila učbenik, da bi bil čim bolj uporaben, funkcionalen, pa izčrpen, po drugi strani poglobljen. Ampak ko si postavljam pač pred dejstvo napisati poglavje, je zadeva kar strašljiva, sploh ker je na trgu kar nekaj dobrih učbenikov. Torej, v zadnjih letih sem še tajnica šolske maturitetne komisije in sem morda z tega vidika tudi nekoliko natančneje v stiku oziroma spremljam natančneje pač analize rezultatov mature pri slovenščini in dobivam občutek, me boste popravili, če se motim, da se po eni strani od dijakov
zahteva veliko in več, po drugi strani pa se na nek način manjša, bomo rekli, obseg snovi oziroma izpušča neke strokovne pojme pri razlagi z namenom, da bi dijaki morda s tem lažje usvojili snov. Pri tem pa pozabljamo pogosto na dejstvo, da je jezik sistem, to, kar je bilo že omenjeno, torej da jezikoslovje znanost na drugi strani. Tega tudi dijaki ne čutijo, oziroma učenje jim je morda odveč, ker težje ali pa težko osmislijo trud, ki ga morajo v nekaj vložiti, in to ne prinese morda nekih želenih rezultatov. Zdi se mi, da tudi učitelji pogosto pozabimo na to, da je jezik znanost, da je v znanosti v bistvu lepota neke zaključenosti, da sistem pomaga, da je koristen, se pravi, da ko neke temelje, neko osnovo osvojimo, da je napredek. Dijaki, to je bilo tudi že omenjeno pri naravoslovnih predmetih, recimo pri matematiki, pa tudi pri tujih jezikih, v bistvu brezkonfliktno, bomo rekli, sprejemajo dejstvo, da se morajo učiti sistema pravil, da se morajo naučiti nekih definicij, nekih formul, morda strokovnih izrazov. In jaz sama verjamem, da jim profesori lahko pomagamo osmisliti ta trud tudi pri materinščini. Zdaj, sama kot profesorica čutim pri jezikovnem pouku, bom rekla, oziroma stisko mogoče na dveh področjih. Prva je pomanjkanje časa, torej kako v okviru nekih odmerjenih ur dovolj poglobljeno na eni strani obdelati snov in imeti potem tudi čas za utrjevanje in kaj je zdaj tisto osnovno, tisto temeljno, kar moramo dijaku dati. Druga stiska, druga dilema je pa seveda ta razkorak, teorija in praksa, se pravi, kako doseči, da pač dijaki osvojijo sistem in potem seveda, da ga zadovoljivo tudi v prakso prenesejo. Zdaj, učbenik seveda ne nadomešča učiteljevega dela, želi pa naš učbenik seveda biti kvaliteten pomočnik, kvaliteten pripomoček za profesorja na eni strani in seveda tudi za dijaka na drugi strani. Sama menim, da struktura pa zgradba našega učbenika omogočata tudi precej samostojnega dela, če vsega recimo skupaj s profesorjem ne bo možno obravnavati. Kot je bilo že povedano, oziroma kot je David povedal, je seveda najpomembnejša novost našega učbenika oziroma so novost povzetki na začetku. Torej na približno 20 straneh je povzeta ta osnova, ta temeljna snov, torej kot rečeno nek zbirnik temeljnih jezikoslovnih pojmov iz osnovne šole. Torej posebej slovnica, posebej pravopis, posebej besediloslovje in posebej zgodovinski pregled oziroma pregled zgodovine jezika. Prav ti povzetki po moji presoji izpostavljajo to težnjo, našo težnjo po gradnji sistema. Torej po nekem načelu manj je več, bi rekla, lahko dijake usmerimo v neko osnovno temeljno znanje, ki je predstavlja nek začetek gradnje, bomo rekli. Se pravi, to je tisto, kar je nujno treba v celoti usvojiti in utrditi, da bodo pač dijaki uspešni govorci in pisci. Tu je misel verjetno zraven, oziroma gotovo je tukaj misel tudi na maturo, zlasti na izpitno polo 2, kjer gre za premik k slovnici, k recimo vprašanjem po ravninah, veliko manj je recimo nekega razumevanja besedila in tako naprej. No, tudi poglavje o glasoslovju, torej to, ki vam ga bom na hitro zdajle predstavila, oziroma bomo skupaj preleteli, seveda tem smernicam sledi, nikakor ne postavljamo sistema na novo, ampak je naš cilj bil seveda na enem mestu zbrati, sistematično urediti te temeljne pojme. Pri tem upoštevamo seveda učni načrt, predmetni izpitni katalog in najnovejše jezikoslovne smernice, torej izbrane v jezikovnih priročnikih, predvsem izpostavljam seveda slovnico našega soavtorja, doktorja Kozme Ahačiča. Torej ti temelji, bomo rekli, usvojili, da bodo uspešni pri govorjenju in pisanju in seveda tudi na maturi. Torej kot neko izhodišče, neke vrste minimalni standard, ki so potem nadalje, oziroma je nadalje razširjeno in poglobljeno, pojasnjeno, da ima ta učitelj in pa tisti dijak, ki ga morda zanima več, snov zbrano na enem mestu. Bom delila, da boste lahko si predstavljali, se pravi, poglavje je zastavljeno tako, kot je povedal že David, se pravi, struktura sledi sistemu oziroma sledi cilju neke eksaktnosti, neki gradnje sistema, torej obuja se pojem jezikovne ravnine, predvsem željo po preglednosti, po postopnosti, po razumevanju pojma te soodvisnosti jezikovnih ravnin in čeprav morda na začetku to deluje strašljivo, je v resnici omogoča neko varnost, vsaj tako se nam zdi. Trenutek, da najdem, bom
Takole. Bomo šli skozi. Torej, ko sem se lotevala pisanja tega poglavja oziroma razmišljanja o tem poglavju, sem si seveda predredu. Torej, zdaj noče iti naprej, sekundo. Ireno je nekaj zmotilo oziroma na povezavi očitno neka težava. Mogoče ima slabšo povezavo internetno povezavo. Morda malo počakamo. Mogoče izkoristimo ta čas za kakšna vprašanja. Zaenkrat slušatelji niso postavili vprašanje za nas. Morda zdaj se kakšen najde. Drugače pa se vam bomo seveda še javljali in vas vabimo, da nas spremljate z našimi sporočili o izidih in bomo vsekakor z vami v stiku. Ne vem, Irena verjetno res ima težave z internetom, ker zaenkrat se še ne vidi, da bi se lahko priključila nazaj. Aha, mogoče smo pa dobili v tem času eno vprašanje. Ali bo gradivo imelo i-podporo? Zdaj bom jaz kar sama tukaj odgovorila. Seveda, absolutno, učbenik bo objavljen tudi v i-različici na izobraževalnem spletnem portalu www.iučbeniki.mk.si in v isti obliki, kot bo tiskan, bo tudi objavljen v internetni verziji, medtem ko bo imel seveda dodatne spletne povezave do slovarjev, pravopisov in pa seveda vse, kar omogoča tudi ta medij z videoposnetki, kakšnimi zvočnimi gradivi. Seveda natančnega še gradiva nadgradnje nimamo, da bi vam pokazali, vsekakor bomo pa to naredili. Še kakšno vprašanje mogoče? Bomo morda dobili posnetek današnjega predavanja oziroma predstavitve, vsekakor. Tisti, ki ste bili prijavljeni, tudi če ste ste zamudili ali pa se priključili pozneje, boste vsekakor lahko pogledali od začetka. Povezavo vam bomo poslali še do konca tega tedna in seveda potem mislim, da imate možnost ogleda v en teden bo povezava na posnetek delovala. No, zdaj je pa že Irena z nami nazaj. Mi smo, Irena, izkoristili ta čas za vprašanja in smo zapolnili z odgovori, tako da izvoli. Jaz upam, da bo zdaj
V redu, če ne pa tudi lahko poveš brez delitve, če nagaja ta povezava zaradi deljenja vsebine. Ja, v bistvu očitno nagaja, no, se me že prej v bistvu enkrat mi je kar prekinilo, se opravičujem, res internet mi bi moral delati v redu, nič ne kaže, da je kaj narobe, tako da se opravičujem, no, to so pa te radosti nadaljavo, ne. Skratka, no, ostala sem pri tem, da ko sem se poskusila, oziroma ko sem se bom rekli, lotevala tega poglavja, sem si predstavljala sebe v razredu, nekako kako bi jaz v svoji, oziroma izhajala sem iz svoje prakse, kako poskušam delati s svojimi dijaki, da bi čim bolj uspešno osvojili snov. Torej, zdaj izhajam res iz nekih temeljev, da te temelje potem, bomo rekli, širimo oziroma poglabljamo. Se pravi, snov postavim v sistem, v nekaj oprijemljivega. Zdaj poskusila bom še enkrat, čeprav ne vem zdaj, če bo šlo, no, mogoče grem brez, da ne bi še enkrat me vrglo ven, pa bom poskusila na koncu pokazati. Sej čisto na kratko še. Skratka, tako kot je bilo že rečeno, najprej je uvodna motivacija, torej nekako povemo, o čem bo govora v tem poglavju in v bistvu postavimo nekaj kratkih vprašanj za neko, bomo rekli, diskusijo na začetku. Ta vprašanja so res samo namig, taka, ne, bomo rekli samo okvir, da lahko potem nekako skupaj z dijaki osmislimo, o čem bo v tem poglavju govora. Že tukaj na začetku so recimo ikonice zraven kot povezave na jezikovne priročnike, zlasti na Fran, pa seveda na jezikovno svetovalnico in ves čas so zraven tudi ikonice pač povezave, bomo rekli, na druga poglavja v učbeniku oziroma na te naše začetne povzetke. To se pravi, da se ves čas ta celota poskuša vzdrževati. Sledi potem kratko besedilo, res kratko, ob katerem so spet kratka vprašanja. Tukaj še enkrat izpostavljam, kar je bilo že rečeno, seveda izhodišče in cilj še vedno sta besedilo sicer, s to razliko, kot je bilo povedano, da smo se pač zavezali bolj klasičnemu učbeniškemu pristopu. To se pravi, brez nekih predolgih besedil in teh izbesedilnih nalog, ki pač strukturo oziroma celoto pač razbijajo. So vaje in razčlembe potem posebej. No, na koncu tega zaključnega dela je potem ponazoritev. Zdaj pri slovnici sem si dovolila, bom rekla, nekoliko več ponazoritev. Sicer glavna razlaga je še vedno, tako kot je bilo rečeno, kot je David pokazal, je nekako v tem tekočem besedilu, zraven so pa potem okvirčki pa ponazoritve, vendar jih je pri slovnici morda nekoliko več kot pri kakšnem drugem poglavju, kar se je zdelo smiselno, ker naredi zadevo bolj pregledno, bolj, bomo rekli, obvladljivo. Ob straneh so torej neki okvirčki s temi temeljnimi pojmi ali pa bomo rekli z usmeritvijo, kaj pravzaprav na tistem mestu počnemo znotraj tega poglavja. Potem imamo recimo ta pomnimo pa pazi okvirčke, kjer nas, oziroma bomo rekli že v nebo vpijoče, kaj je tisto najpomembnejše. Na koncu poglavja, torej gremo seveda v glasoslovju pač po sistemu, samoglasniki, kot je bilo že pokazano, soglasniki in tako do konca. Na koncu so potem najprej vaje, ob spet kratkem besedilu in sicer kar sistematično po celem poglavju, tako kot je bila snov obravnavana, tako tudi si sledijo vaje, da res utrdimo tisto snov, ki smo jo pravkar, bomo rekli, končali oziroma predelali. In na koncu v bistvu ta zanimivost, pogled v znanost, v katerem so res zbrane, bomo rekli, neke zanimivosti, hkrati pa tudi ta prijazni opomnik, vsaj po moji presoji, na to, da ne pozabimo, da je jezikoslovje, da je znanost, da jih spomnimo, da dijake pač spomnimo, da se tudi drugot učijo sistema, da torej to ni nič nenavadnega, da ni to treba samo pri slovenščini, kot se včasih sliši. In spomnimo jih morda s tem pogledom v znanost tudi na to, da je seveda da so pravila pri učenju jezika v pomoč, da se je jezik skozi zgodovino spreminjal in se spreminja tudi danes, vsak dan, in da si seveda nujno, to je po moje najpomembnejše, pač pomagamo pri učenju jezika tudi z jezikovnimi priročniki. Tako, zdaj vaje, kot rečeno, tukaj so te nižje ali pa so osnovna taksonomska stopnja, niso tiste višje taksonomske stopnje, te bodo v razčlembah, ker je namen v bistvu teh vaj na koncu res, če grdo rečem, drill. To se pravi, da pač ponovimo, kar smo osvojili. Zdaj, vaj nismo nič kazali še, ne vem, je bilo mišljeno, da se bo tudi vaje kaj pokazalo.
so pač posebej v posebnem poglavju. Tako, toliko z moje strani, seveda to je zdaj osnova, oziroma taka osnovna podoba v tem trenutku, bomo sigurno še na kakšni podrobnosti delali. Poskusila bom še enkrat zdaj deliti to poglavje, če bo delalo, upam, da ne bo spet blokiralo, a se mogoče zdaj vidi? Ja, se vidi. Ok, bom poskusila samo skozi iti, tako da boste videli, o čem sem govorila, torej zožati, zmanjšati pravi. Ok, hvala lepa, David. Ja, treba misliti na toliko stvari. Skratka, tale uvodna motivacija, kot vidite že takoj na začetku te ikonice, torej nekako povezava na Fran, kjer se pač da, sem vedno dala tudi te razlage pomena kar iz SSKJ oziroma z drugih jezikovnih priročnikov, potem opozorilo oziroma povezava na povezavo na drugo poglavje o jeziku, kot rečeno, kratko začetno besedilce, za začetno uvodno motivacijo, da se lahko pogovorimo, in potem seveda že s ponazoritvijo, o čem pravzaprav bo govora. Tako, potem je taki okvirčki so, pomnimo torej, da že na začetku, oziroma da takoj vidimo, kaj je tisto, kar je treba si zapomniti in biti na to pozoren. Skratka, takole nekako bi izgledalo tole poglavje. Manjkajo seveda še slike, predvsem slike recimo pri govorilih, bodo, upam, da zraven, tudi slike tega, da si bodo lahko dijaki predstavljali, kako to izgleda, kako nastaja glas, da ni torej neka teorija samo, ki potem v zraku obvisi in tako. Toliko. Z moje strani samo pokažem še do konca. Gre pa sicer tradicionalno, pač po, mislim, tradicionalno se pravi klasično, seveda predstavimo to glasoslovno snov. Tako. Takole mogoče samo še do tistega pogleda v znanost, da pridemo. Aha, tole je na koncu spet zelo kratko besedilo, in potem v bistvu vse ponovitev vsega, o čemer smo govorili v poglavju in tale pogled v znanost. Opozorilo na sistem, kar se ves čas ponavlja, in pa kako nam jezika, oziroma kako nam pravila lahko pomagajo. Tako. Mislim, da sem bila dolga še preveč, tako da hvala lepa za pozornost. Ja. Hvala ti, Irena. Midva z Davidom sva zdaj bila na vezi, ko si imela ti svoj del, in sicer morda res bi David še pokazal vaje, ker učitelji sprašujejo, če bo dodan tudi delovni zvezek. Delovni zvezka ne bo, ker bo učbenik iz 2 delov, tako kot sem uvodoma povedala, in bo za vsakim poglavjem tudi ponavljanje z vajami, tako da zdaj bo mogoče David pokazal primer, kako smo te vaje zastavili. Vprašanje se je postavljalo tudi, če bo zaradi tega lahko učbenik v skladu. Lahko bo v skladu, zato ker so vaje zastavljene tako, da jih lahko rešujejo dijaki v zvezek. Se pravi, vi, če boste imeli politiko na šoli, da bodo učbeniki v skladu, boste učencem oziroma dijakom na začetku šolskega leta razložili, da rešujejo vaje v zvezek. Tako smo tudi predvideli. Vkolikor pa bo imel dijak svoj učbenik, pa bo pisal v njega. David, izvoli. Ja, bom poskusil sedaj deliti še vaje. Toliko za občutek, ja. Občutek, ja. To so vaje za prvo poglavje. Se vidi, ne? Vse. Ja. Torej, vaje so res, kot je bilo rečeno, kot ena taka ponovitev naučenega, utrditev, in sicer so opremljene z 2 ikonama. Ikona povej, torej predvideva ustno odgovarjanje dijakov, in pa ikona piši v zvezek, je pa, torej, da pišejo v zvezek. Skratka, naj ne bi pisali v sam učbenik. In zdaj te vaje za prvo poglavje sledijo neposredno prvemu poglavju.
Torej je prvo poglavje učbenik oziroma razlaga, pojmi, to, kar smo videli prej, in potem takoj vaje. In potem drugo poglavje in takoj vaje. Tako da je tak način, dejansko eno za drugim. No, tole so vaje, recimo, tu je zdaj seveda o jeziku, ne vem, tudi malo o mrtvih jezikih oziroma izumrlih jezikih, potem vloge jezika, besedni jezik, naprimer potem pomen, pravila, slovnična, pravopisna, pravorečna in podobno. Take zelo praktične vaje so. Potem je nekaj že tudi, kar se tiče pravorečja, torej glasoslovnih vaj, in potem o besedilu vaje. Aha, to je še vedno pravopis. Torej vse, kar je nekako povezano s tem, kar je bilo obravnavano v prvem poglavju. Teh vaj je tukaj v tem poglavju malo več, nebesedni jezik in potem jezikovne ravnine. Tukaj je v bistvu taka zbirna vaja o besedilu, da dijaki kar sami s pomočjo profesorja, če je potrebno, tudi sami tvorijo naloge po različnih jezikovnih ravninah. In pa še, torej, ali so ta sporočila tudi besedila, kaj jim manjka, če niso. Skratka, vaje sledijo temu, kar je bilo v poglavju razloženo. Tako, zaenkrat toliko. Ja, to je še delovno gradivo, ga bomo še oblikovali in bo v skladu z oblikovno podobo učbenikov. Kot pa tudi sem že omenila uvodoma, bomo pa seveda dali na koncu vsakega dela, se pravi prvi del se bo zaključil z eno celostno razčlembo neumetnostnega besedila po vzoru maturitetne pole in pa potem na koncu drugega dela ravno tako. Tako da vaj bo zadosti in sigurno boste tudi kakšno lahko spustili, kajti jih bo veliko in morda učenci niti ne bodo potrebovali toliko. No, naslednje vprašanje, ki ga imamo še, boste dodali tudi letno pripravo, časovno razporeditev ur in vsebin oziroma priročnik za učitelje z rešitvami. Vaje vsekakor bodo rešitve imele, zdaj pa glede letne priprave pa razporeditve ur, pa mislim, da Irena pa David tudi ne bi smelo biti problem, da boste na koncu naredila do septembra in da bodo pač učitelji lahko predstavljali si, kako bodo se soočili z gradivom. A ne? Tako da vsekakor vam bomo stopili naproti in vam pomagali, da bo čim lažje delo z učbenikom prvo leto, ko se boste z njim soočali. Tako, zdaj zaenkrat vprašanj novih nimamo. Kot sem že povedala, posnetek boste dobili tudi v ponovni pogled, če ste slučajno na webinar zamudili, tako da en teden bo na voljo posnetek, dobili ga boste pa po mailu, tam, kjer ste se prijavili, boste tudi iz tistega dobili link. Jaz potem bi zaključila naše srečanje. Najlepša hvala vsem avtorjem, da ste si vzeli čas in predstavili novo gradivo. Vam, dragi učitelji, drage učiteljice, pa srečno do konca šolskega leta. Spremljajte nas, mi vas bomo obveščali o naslednjih korakih, o izidu učbenika. Septembra bo pa zagotovo že na voljo za uporabo z vašimi dijaki. Hvala vam. Nasvidenje.